Danes se bomo spraševali, ali bi ponovno naredili vozniški izpit. Pa o tem, da smo za volanom sami sebi največji problem. In kako je Andrej skoraj pristal v novi sezoni Zvezde plešejo. Pozdravljeni v avtomobilnosti in pozdravljeni v planici, kjer smo letos spet imeli srečo z vremenom, nizkimi temperaturami in drsečo podlago. In kjer vas je Andrej učil plesati. To je prenos mase. In jaz gledam mojo učiteljico plesa in rečem, jaz sem to že nekje videl, sam nisem vedel, da je to, to je Scandinavian Flick. Vožnja po našem snežno-ledenem poligonu zgleda izjemno zabavno in lahko iz prve roke povem, da tudi je. Ampak tukaj zadaj je še veliko več. Od same tehnike do treninga vseh naših vozniških veščin, do med drugim tudi naših refleksov, ki jih včasih kar malo pozabimo oziroma ob vseh asistenčnih sistemih ne treniramo tako, kot smo jih recimo včasih. Za vas tukaj v Planici vsako leto pripravimo malenkost drugačno vsebino. Letos smo zagrizli v Scandinavian Flick. Velja za cel mit. Če si pogledate na YouTube, najdete ogromno videoposnetkov, kjer razni fantje govorijo o tem, da ko enkrat znaš to, postaneš iz fanta mož. No, mi smo to tukaj zelo hitro razblinili ta mit, prav vsi ste naredili to. In tudi punce so postale mojstrice Scandinavian Flicka, ampak ja, dobro razmišljanje. No, vse skupaj se je začelo v Skandinaviji, tam nekje v 70-ih, kjer so, Skandinavci so znani po dobrih reli voznikih, ampak nekaj jim ni dalo miru. No, predvsem to, da takrat v reliju še niso uporabljali štirikolesnega pogona. In zato so se ukvarjali z klasičnim vprašanjem vsakega dirkača, kako prinesti čim večji del hitrosti, ki jo prineseš v ovinek, tudi iz ovinka. In zato so se igrali z prenosom mase. In to je pa tisto, kar smo v Planici letos iskali. In avto kontrolirano premikali z enega na drugo stran in iskali trenutek, ko štirikolesni pogon avto iz ovinka potegne veliko hitreje, kot pa tisti samo s prednjim pogonom. Scandinavian Flick je kako avto postaviti v ovink, da ga spelješ malo drugače, kot smo vajeni. Skandinavci so začeli to, mislim, da na Finskem se je to nekako razvilo, ne? Neka taka njihova tehnika za hitrejše speljevanje ovinkov. Tukaj nismo zato, da bi driftali. Mi zdaj kontrolirano prenašamo maso iz enega drsenja v drugo drsenje. Nas prvo drsenje zanima samo toliko, da avto spravimo v gibanje. Zato, da lahko kontroliramo, drsimo, moramo vedeti, kaj se v katerem trenutku z maso dogaja. Moramo pravzaprav poiskati tisti trenutek, ko avto postane resno lahek, to v sedežu začutite in ga kontrolirano prestavite na drugo stran. Kako se naredi Scandinavian Flick? Po mojem še zmeraj dobro ne vem. Treba imeti stopalko na plinu. Najprej levo, potem desno. To pa so največji mojstri znajo. Torej, Scandinavian Flick izpelješ tako, da prideš z neko relativno srednjo hitrostjo v ovinek. Pol sunkovito v levo. Moraš pustiti, da ti avto zdrsne, počakati, da ti zadrsi v pravo smer in potem ga pravzaprav z gasom vzdržuješ. Pol ovinka dejansko predriftava, ne? In dobiva dosti bolj ravno linijo izhoda ven iz ovinka, ne? Tako da lahko pač hitreje pospešujejo. Kar je rekel grški filozof, ne, dajte mi velik vzvod, pa nekaj, da postavim gor, pa lahko zemljo premaknem, ne. Pomembno je bilo pač avto začutiti, ga iz enega stanja prestaviti v drugega, ne. Z volanom tako moraš malo nagajati, zaradi tega, ker če ne, pač ti avtomobili, na štiri pogon drugače najdejo pot in speljejo ven, ne. Tako da jih moraš skozi malo hecati. Poln energije začutiš, pa velika adrenalina se po žilah steče. Zelo luštanje. Še malo, potrpežljivo. Počakati. 3, 4. Gaz. Še, kar drž ga. Inercijo porabiti, tako odlično, to je to. V kritičnih situacijah pa mislim, da ti prav pridejo. Če pride do kakšnega neljubega dogodka. Da predvideš, kako se bo avto obnašal in kje boš v bistvu po koncu kontroliranega drsenja končal. Elektronika, mislim, zmore samo
fizika ima svoje meje. Avto sam nekaj lahko pomaga, ampak 100% nas pa ne bo nikoli rešil. Zaradi tega, ker ima avto svojo maso, se dejansko obnaša na cesti po zakonih fizike. To smo počeli v varnem, zavarovanem in zaprtem okolju pri zelo nizkih hitrostih. No, da smo pa to lahko počeli, je bila pa pomembna podlaga in poglejmo, kdo je bil zanjo odgovoren. Naredili smo približno 900 kubikov umetnega snega, katerega smo mogli tudi razporediti po samem terenu. Razpored je bil tam nekje med 15 in 20 centimetri in potem smo ga pa v 3 nočnih izmenah v celoti zalili. Za konco, za lepo fineso, smo pa še s teptalnim strojem še enkrat potegnili in nekako pripravili za najboljši poligon v Evropi. Jaz mislim, da ni možnosti, da se ga uniči. Je ledena podlaga, katero vsak večer ponovno poretrakiramo, tako da imamo na vrhu nekako 2 cm svežega snega, tako da so pogoji idealni za samo vožnjo. Zelo smo veseli, kadar vas lahko povabimo na te dogodke v Planici, zato ker so pravzaprav nekaj res posebnega. Mi pravimo, da smo prinesli v Planico delček Finske, delček Skandinavije. Namreč v Skandinaviji čez zimske mesece avtomobilski proizvajalci, vsi tisti pomembnejši, preizkušajo na ledu, na zaledenelih jezerih svoje avtomobile. Predvsem pri nizkih hitrostih se zelo dobro vidi, kako se obnašajo tako po konstrukcijski plati, kot recimo po delovanju elektronskih sistemov. Vse, kar se dogaja z avtomobilom pri višjih hitrostih, njegova stabilnost na cesti, lega in vse ostalo, se na ledu pri nizkih hitrostih prav tako dobro, če ne še bolje čuti. To pa ste lahko preizkusili tudi vi v Planici. Na taki podlagi se dobro videlo, kako deluje sistem ESP in recimo 4-kolesni pogon. No, ampak na Finskem nimajo toliko težav s pripravo podlage, tam ponavadi kar po domače rečeno spucajo kakšno ledeno ploskov jezera, ki jih imajo čez, mislim, da nekaj tisoč. In tam testirajo. In tako avtomobilski proizvajalci, kot tudi proizvajalci pneumatik, zdaj zadnje čase res veliko testirajo SUV in pneumatike, narejene posebej za SUV, prav zaradi težišča, zaradi teže in zato, ker se malo drugače obnašajo na cesti. No, nekaj, kar pa so prenesli z Finske v Luksemburg, pa so Goodyearjevi strokovnjaki naredili zelo zanimivo in to je, da so v laboratorij pripeljali svoj oblak, ki sneži na zahtevo. Pred nami je učna ura kemije in pa fizike, na sporedu pa je tista molekula, ki je sestavljena iz 2 atomov, vodika in pa enega kisika. A preden z gumo postrgamo različne snežne površine in vam predstavimo stroj, ki proizvaja različne tipe snežink, pojdimo na toplo in se sprehodimo čez teorijo. If your thread is clean and then your snow is very cold, when you come into contact, you work with the snow surface, so you can scrape the snow, you can slide on it, but you don't have time to freeze the snow grains together. On the opposite side, you go on a snow which is warm, and you are going relatively slowly. You scrape off grains from the surface, but these grains are staying next to each other long enough to freeze together. When the tire comes out of the contact, the snow can stick to the tire, can feel the grooves, or can fly away as big chunk of snow. If you are driving very fast in the snow, then anyway you spend a very low amount of time in the contact, so the snow grains are next to each other, but not long enough, so they don't freeze. Mm-hmm. So in warm snow, you will see that originally I have big chunk of snow flying out because the snow is warm. Then I'm going faster and faster and I'm producing dust. Mm-hmm. And when I'm slowing down, again I will start to have enough time to freeze the snow together, so produce this chunk of snow. Madžarski inženir torej v Luksemburgu raziskuje, kako se lahko z različnimi zmesmi gume in z različnimi profili soočamo z različnimi snežnimi razmerami. Natanko pozna, kaj se v snežinkah dogaja na molekularnem nivoju. Dogajanje nam je razložil na prav plastičen način. Poglejte si ta posnetek na našem YouTube kanalu. Zdaj pa se posvetimo njegovi najnovejši napravi, ki jo lahko poimenujemo kar umetni oblak.
Normally people think that is difficult. Actually, it shouldn't be that difficult because the clouds can do it. So if they can do it, we have to be able to do that. So what we try to do, we try to replicate the clouds here in the laboratory. So if you look what happens in the sky, basically you have different temperature and you can have a different humidity level. So if the air is very cold and you don't have too much humidity, then the growth of these snowflakes is very stable, so you get a very regular shape. When you add more and more and more humidity, the water molecules will not have that much time to build the nice structure, so they start to branch, and at the end you get this Disney type snowflake. So basically that's a more stable growth, this is a more unstable growth. No, odprimo zdaj ta vrata na hladno. What we can see is this small cloud we have, this artificial cloud we have inside. So here we have minus 10 degrees C, and we are making the snow at minus 25. We are heating up the water here, pushing the air through this water boiler, let's say. So we have a 10 degrees C water here. We are pushing that into this chamber. In this chamber, we are growing the snowflakes, and from time to time, we let them fall down. So we take ice, we grind it here, and then we can use that system to sieve the grains to select the right sized particle. This is what we get. So we get, this is grinded ice. So this is something like aged snow. So we use this sample, we push down to the snow surface, and we slide it. And we are using this thread block to characterize our rubber blocks. Kaj dela ta naprava, si poglejmo še v manualnem načinu. You push it down and you move, and you see here I don't have too much interaction with the snow, a little bit. If I do the same thing here, I start to have different features. V nadaljevanju oddaje bomo vzkliknili hola in se z inštruktorjem vožnje odpravili skozi krožišča. Na virtualen in manualen, se pravi ljubljanski način, ki v resnici pokaže neskladje med pravili in smiselno realnostjo. In testirali smo dva modela, ki izražata neskladje med športnim videzom in dinamiko. V prvem delu oddaje smo se urili v zimskih voznih razmerah na našem snežno-ledenem poligonu tule v Planici. Goodyearovi strokovnjaki pa imajo svojo lestvico za mraz. Poglejmo. If you go to an airport and you see these trolleys which are pulling the luggage to the aircraft, and you look behind the tire, you can guess what is the temperature outside. If behind this thing you see the more a dust type snow, then it's cold, because this thing is going slow. If you see snow flying away in pieces, chunks, then you know that it's relatively warm. Verjetno je zdaj čisto pravi trenutek v oddaji, da skočimo malo bolj na toplo, recimo v Barcelono. In verjetno ne bo prevelika uganka, ko si boste pogledali naslednji posnetek, ugotoviti, kaj se skriva pod temi motivi Gaudija. Po Volkswagenovem Golfu in Škodi Octavii je zdaj na vrsti Seat Leon. Zakaj? Zato, ker vsi prihajajo iz Volkswagenovega koncerna. Ampak Španci pravijo, da je Seat cool, da je namenjen mladim in zato prinaša nove tehnologije, zato je v notranjosti povezan kot še nikoli in tudi oblikovno spominja na, seveda, Barcelono.
Jaz vam zdaj iz prve roke ne morem povedati, kje in kako zelo novi Seat Leon spominja na Barcelono, ampak Španci pravijo, da spominja zelo. Imeli so jo v mislih na vsakem koraku, ko so oblikovali ta avto, in ena od značilnosti, ki spominja na mesto Barcelona, je tudi ta. We want to, transmit our brand values of emotional personalization of the city, so all the diagonals follow the diagonals of Barcelona, so also tries to create this spirit within the car. In s to poševno črto pridemo do digitalizacije. Ta je za Seat zelo pomembna. Glavni element oziroma srce nove digitalizacije je seveda osrednji zaslon. Ta je pravzaprav skoraj enak tistemu v Golfu in v Octavii, a če kje, pravijo Španci, bo v popolnosti zaživel v Seatu. Zakaj? Zato, ker imajo pri Seatu za takšno tehnologijo najbolj dojemljive kupce. In če ne verjamete, je tu dokaz. We are the brand having more users in Apple CarPlay and Android Auto. And this is coming right away from the Google and Apple Fox that we have. So they are really impressed about this. So if they take the overall range of full-link users or smartphone integration users, Seat really hits that. So we are for far away, the number one in the smartphone connectivity. So now, for example, you can see we have here the CarPlay, and it's going to be wireless. Novi Seat Leon, ki bo v 5-vratni različici že takoj naprodaj tudi kot karavan, pa se seveda lahko pohvali še z enim zelo posebnim elementom, ki je zaznamoval že prejšnjo generacijo. Svetlobnim podpisom. Ta je v njegovi 4. generaciji še bolj izrazit. Če se je prejšnji Leon kot eden prvih pohvalil s povsem diodnimi žarometi, se bo novi Leon z LED tehnologijo hvalil že z zadkom. Ampak seveda, tisti pravi svetlobni podpis je tisti, ki ga novi Leon ponuja spredaj. In zakaj so Seatovi žarometi tako pomembni? Zato, ker so na ravni novega Volkswagenovega Golfa. To pomeni, da takrat, ko bo Leon opremljen z matričnimi LED žarometi, bo osvetljeval cesto z 22 diodami. Te pa so pomembne zato, ker v primeru, ko se nasproti pripelje avto, samodejno zatemnijo tisti del ceste, ki bi zmotil nasproti vozečega voznika. Vse ostalo pa ostaja osvetljeno, kar pomeni, da je novi Leon še bolj varen. Ne smemo pa pozabiti še na en majčken svetlobni podpis. Tisti, ki se prikaže, ko odpremo vrata. In Ola je pravzaprav tista beseda, s katero začnemo tudi pogovor s Seatovo digitalno asistentko. Hola! Leon bo po novem, tako kot koncernska brata Golf in Octavia, hibridiziran. No, elektrificirali pa so tudi njihovega tekmeca Megana, ki k nam pride spomladi. No, že zdaj pa je na naše ceste, lahko rečeva, priletel Čuk. Nissan Čuk. Nissan Juke je spremenil svet avtomobilizma. Začel je tisto, kar imamo danes najraje. Male športne terence. A njegovo idejo so si tekmeci nekoliko po svoje priredili, a ravno tu je njegova bistvena prednost. Ostal je samo svoj, sedaj pa to še močno potenciral. Juke je bil nekaterim zelo všeč ali pa pač žal ni bil. In verjamem, da bomo pač s to prenovitvijo dobili tudi nekatere nove kupce. Ker običajno pri starem Juku so bile barve, bom tako temu rekla, mogoče malo bolj divje, pa je bila oranžna, pa je bila rumena. Tukaj je personalizacija tudi majčkeno bolj tradicionalna. A ena izmed njegovih samosvojih lastnosti je bila utesnjenost kabine. Ta je izhajala iz njegove drzne, včasih celo preveč drzne oblike. Tu se je Juke prilagodil razredu, postal bolj prostoren in tudi bolj inteligenten. Novi Juke bo seveda konkuriral vsem malim športnim terencem, tudi Škodi Kamiq, ki smo jo bolj podrobno testirali. Na kratko lahko ocenimo, da je prav testni primerek nazoren dokaz, kako močno je atraktivnost nekega avtomobila odvisna od barve in opreme. Kamiq sicer je lahko atraktiven, če si ga tako opremite, a črn Kamiq pač atraktiven ni. No, Kamiq sicer navduši z nadpovprečno prostornostjo na zadnji klopi, je pa res, da je to prostornost treba ocenjevati z ozirom na ceno in ko Kamiqa primerno opremite. Ugotovite, da za podobno visoko ceno dobite že tudi kaj večjega in bolj družinsko uporabnega. Nas je pa navdušil pogonski sklop.
1,5-litrski turbobencinec, ki med vožnjo izklaplja 2 valja. Brez skrbi, spačkovega ropotanja niti v dvovalnem načinu ne boste poslušali. Boste pa zaznali, da je motor kar malce preveč živahen za v osnovi povsem klasično umirjen Kamikov značaj. Ne krmiljenje, ne podvozje si ne želita takšne iskrivosti, kot jih nudita motor in menjalnik. In podobno neskladje najdemo še pri enem SUV-ju, ki smo ga testirali minuli mesec, pri Land Rover Discoveryju Sport. Ta ima Sport že v imenu in tudi celoten videz preizkušenega avta je namigoval na to, da je avtomobil dinamičen. A gre za šminko, ki je danes nekaj zaželjenega celo pri avtih, kot je ta najmanjši Disco. A v resnici ta šminka zakriva tiste prave prednosti. Namreč to, da je v ovinkih povsem nedinamičen, nadomesti z izrednim, nadpovprečnim udobjem. In še posebej udobjem na luknjastih makadamih. Že dolgo se gneči na cestah nismo izognili tako udobno kot z Discoveryjem. Luknje ta avto požira najbolj suvereno, tu se resnično pokaže ekspertiza Angležev na terenskem področju. Pa sploh ni treba zaiti v prave terenske težave, da bi to ugotovili. Če je v Sloveniji in je 1 100 000 in skoraj 150 000 avtomobilov in če v povprečju prevozimo po 10 000 km na leto, pomeni, da Slovenci povprečno v enem letu prevozimo 11 milijard kilometrov. Leta 1970 je bilo na naših cestah približno 150 000 avtomobilov, se pravi milijon manj, kot jih je danes. In seveda so prevozili bistveno manj kilometrov. Na cestah pa je ugasnilo 700 življenj. Danes jih ugasne 100. Seveda je to preveč, ampak ugotovimo lahko, da so se izboljšale ceste, da so bistveno bolj varni postali avtomobili in zagotovo bolj varno vozimo tudi vozniki. Da bi torej iz teh 100 res prišli na nič, pa moramo pogledati, kako vozimo v resnici. In ti si šel ponovno na izpit. Ja, košček samorefleksije za začetek greš v simulator, kjer je zelo podobno in so situacije podobne, kot so tudi na cesti. Ta simulator tudi spremlja, kam gledaš, kako uporabljaš recimo stranska ogledala in seveda kako si pozoren na stvari, ki se dogajajo, tudi na prometne znake in kako dobro upoštevaš recimo tudi hitrost, ker v simulatorji so tudi radarji. Tako, pa še nekaj pomembno, ne samo da gleda, kam gledamo, ampak beleži, ali smo, ko zaznamo neko nevarnost, reagirali dovolj hitro in zgodi se tudi, da ljudje gledajo v nevarnost, pa ne naredijo nič. In takrat se vprašamo, zakaj ne. In senzorjem simulator meri tudi to, koliko smo pri vožnji pod stresom oziroma koliko nas neka situacija spravi pod stres, kar je zanimivo tudi za to, kako sami dojemamo praktično vožnjo. No, potem po simulatorju pa gremo na pravo vožnjo s pravim inštruktorjem, kot bi šlo za tisti pravi izpit, ura vožnje po naselju, kjer pa inštruktor točno ve, kam te bo peljal, da boš moral pokazati, da dobro predvidevaš, da veš, kam ne zaviti, kam lahko in kje je treba recimo gledati pešce, kolesarje, spremljati promet. No, pa si naredil izpit. O tem pa kdaj drugič. Trenutek resnice. No, kriva so bila krožišča pri Žalah, ki očitno kažejo na infrastrukturno nepovezanost pravil in smiselnega ter v vsakdanjosti realnega prometa. Na istem odseku smo namreč padli praktično vsi novinarji, ki smo združili moči v tokratni akciji. Kje pa misliš, da bi pa danes pustil izpit? Čist na začetku. Ali pa zelo blizu začetka, no? Sva bila v tem rondo. Ja? To sva bila mi dva. Ti greš ven, ta gre pa naravno. Ja. Prije do prometa. Bam. Ne bi prišel začne, ker sem ga gledal. Pa bi se pa ustavil v krožišču. Je res? Ja. No, to je pa tudi prepovedano. Ker na izpitu, če to naredimo, kar sva mi dva zdaj naredila, pa pač brz izpita. A ni tle črtica za oba? Ja? Ne, ni. Kaj grem pogledati? Ne, res? Greva obrniti. Ajde, greva še enkrat. Obrnva, greva nazaj. Za Žale bi se mogla Mija razvrstiti na zonani pas in v nadaljevanju odpeljati ven. Gospod Miha, zdaj poznam te, ko greva prav. Ja, se strinjam. Ampak le je res problem, ker non-stop full avti prehajajo. Popolnoma. In včasih sploh ne moreš zamenjati, ne da se ne bi ustavil, kar se pa ne smeš. Ampak bolj je nesmiselno, da je dvopasovnica narejena. Se popolnoma strinjam.
To je infrastrukturni problem, a ne? Ja, isti problem, popolnoma isto križišče je pa tole. Tle se bo pa šlo po levem pasu, desno, ne? Ja. In v bistvu pravilno. Bi mogel biti tam, za moje pojme, bi mogel biti tam tudi zidek, ne? Pa bi se to vozil, ne? Pa ben iz desnega pasu ne bi šel naravnost, pa bi bilo tedensko vsaka nesreča manj, ne? Če bi podprli idejo, da bi ta sporna krožišča na novo porisali, vas vabimo k anketi na MMC-ju. A v resnici je bila tokratna obuditvena izpitna vožnja zgolj en majhen delček precej večjega raziskovalnega dela, ki ga opravljamo skupaj z Zavarovalnico Triglav. Naš cilj je res, da merimo in opazujemo, ali smo uspeli nagovoriti voznika tako, da je spremenil vozniško vedenje na bolje, ne? Da je sprejel boljšo odločitev, ali je spustil nogo s plina, ko je vstopil v naselje, ali je počakal pred železniško progo, da se je prepričal, če vlak prihaja, ali je na nepreglednem cestnem odseku počakal, ker ga je naš sistem opozoril, da morda s prednostne ceste prihaja nekdo, ali je uspel obdržati varnostno razdaljo, kljub temu, da za njim nekdo khupa in ga priganja, ali je vseeno dal roke na volan 15:3, kljub temu, da je seveda obstaja en kup bolj ležernih in udobnih poz. Skratka, želimo meriti, če smo ga uspešno nagovorili. Če ga nagovorimo uspešno, ta nagovor razvijemo in vedno ugotavljamo, kako lahko nagovorimo še tiste voznike, ki jih nek nagovor, ki jih nek ukrep ni nagovoril. Tokratna akcija je nosila ime Anatomija slovenske vožnje. In res, pogledali smo v drobovje naše vožnje, v kulturo vožnje in ugotovili, da imamo zelo dobro podlago za to, da vozimo še bolje. In da smo Slovenci takšni, da se želimo učiti in želimo nekatere stvari tudi popravljati. In to je tudi v bistvu to, kar smo iskali pri odzivu na to, da greste delati še enkrat izpitno vožnjo. Ne zato, da bi iskali napake, ampak zato, da bi se sami po sebi izboljšali. Recimo tako kot moja vožnja skozi rondo. Dejansko mi je pokazalo, da vsi delamo napake in da prevečkrat vozimo preveč avtomatično. Mi da se za danes poslavljava, vidimo se spet naslednji četrtek, vmes pa se veste Twitter, Instagram, Facebook, Val 202. A sem kaj pozabil? Ne, ostanite z nami in srečno pot. Pa še to. K medsebojnemu spoštovanju med avtomobilisti in kolesarji lahko spodbudi tudi Fordova pametna jakna, ki na zadku sporoča emotikone. Veselega ali žalostnega, no, pa tudi levi in desni smernik ter znak za nevarnost. Bi nosili?